Pozdravljeni, moje ime je Ana Peternelj in v nadaljevanju vam bom predstavila proces unovčevanja turističnih bonov. Podprta sta dva možna načina unovčevanja. Prvi je preko spletne rešitve, ta del je še v razvoju in bo na voljo za testiranje predvidoma do petka 26.6. Drugi način unovčevanja je pa z vnosom podatkov v portal eDavke. V ta namen smo razvili nek nov del portala, ki smo ga poimenovali receptorski portal. In ta rešitev bo na voljo za uporabo v petek 19.6. Če se v nadaljevanju najprej ustavim in povzamem neke osnovne funkcionalnosti receptorskega portala. Prva od teh funkcionalnosti je kreiranje uporabniškega računa za receptorja, prijava in vstop v receptorski portal, vnos podatkov potrebnih za unovčevanje bonov, iskanje in pregled že oddanih podatkov o bonih in pa oddaja popravkov in storno. Zdaj, če se najprej ustavim pri samem kreiranju uporabniškega računa za receptorja. Tle moram opozoriti, da pred prvo prijavo v portal strani receptorja se mora temu receptorju dodeliti uporabniški račun. Kdo lahko to naredi in kje lahko to naredi? Uporabniški račun se skreira v zaprtem delu portala eDavki, torej v osebnem portalu ponudnika nastanitve. Kdo lahko to naredi? To lahko naredi ponudnik samostojno ali pa v njegovem imenu to naredi nek zunanji pooblaščenec, vsaj z eno EDP pravico. Sam postopek je pa tak, da uporabnik vstopi v osebni portal ponudnika. Ko vstopi v portal, ima dve opciji. Ali klikne na vpogledi ali pa pooblastila. Če klikne na vpogledi, iz seznama vpogledov izbere vpogled TB receptor, če pa klikne na pooblaščanje, pa v podzavihku receptorji klikne na receptorje. Oba dva klika ga v nadaljevanju pripeljete na isto masko in to je maska receptorji. Ko na tej maski klikne v nadaljevanju dodaj vrstice in dejansko se začne vnos podatkov o receptorju. V vnosno masko se vnese ime, priimek, davčno številko receptorja in pa določi uporabniško ime in geslo. Zdaj, tle bom namenila samo nekaj pozornosti uporabniškemu imenu in geslu. Uporabniško ime določite sami. Predlagam vam, da je to uporabniško ime kratko. Zdaj, lahko je to neko ime, lahko so inicialke imena, karkoli drugega, bom rekla v takem smislu, da si bojo receptorji uporabniško ime enostavno zapomnili. Kar se tiče gesla, po odprtju, bom rekla ko pridete na vnosno masko, je v geslu že izpolnjeno neko samodejno geslo, ki ga lahko še pred potrditvijo, to se pravi pred klikom na potrditev spremenite in zamenjate v nekaj svojih 8 poljubnih znakov. Tudi na tem mestu vam predlagam, da je to geslo čim bolj enostavno. Ne vem, poljubnih 8 znakov, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oziroma karkoli takega, da si bo receptor enostavno zapomnil. Ko vse to določite, kliknete na gumb potrdi. Ko kliknete na gumb potrdi, vam aplikacija jasno pokaže, da so bili podatki uspešno shranjeni in s tem ste zaključili s postopkom kreiranja uporabniškega računa. Potem, ko je uporabniški račun enkrat skreiran, ustvarjen, ga lahko poljubno urejate. Sicer, kaj pomeni to poljubno urejate? To pomeni, da lahko spreminjate geslo. Pridete do situacije, ko bi receptor pozabil neko geslo, ni problema. Vstopite nazaj v osebni portal, kliknete na uredi, spremenite geslo. Če imate več receptorjev, s klikom na dodaj vrstico, kreirate uporabniške račune za več receptorjev, po istem postopku, kot smo ga že povedali. Če pa želite nekoga od receptorja odstraniti, pa kliknete na gumb X. Receptorju smo na tak način uspešno ustvarili uporabniški račun. Sedaj pa mu moramo zagotoviti, da bo dostopal do receptorskega portala. Receptorski portal se nahaja na povezavi, prikazano spodaj, in na tem mestu vam predlagam, da povezavo shranite med bližnjice brskalnika na računalniku
ki ga bodo receptorji uporabljali v postopkih unovčevanja turističnih bonov. Po kliku na povezavo pridemo na vnosno masko za prijavo receptorja. Receptor vnese davčno številko ponudnika, dodeljeno uporabniško ime in geslo. Ko so podatki vneseni, klikne na gumb Prijavo. Po kliku na gumb Prijavo dejansko vstopi v portal. Prva stvar, ki jo naredi v receptorskem portalu, je, da izbere nastanitveni obrat. V primeru, da gre za ponudnika z več nastanitvenim obratom, receptor iz pustnega seznama izbere ustrezen obrat. V primeru, da gre pa za ponudnika samo z enim nastanitvenim obratom, pa ta izbor ni potreben, ker je v aplikaciji že izbran nastanitveni obrat. Portal omogoča vnos podatkov o bonih in pa iskanje že oddanih podatkov. S klikom na nov vnos receptor dejansko začne z vnosom podatkov potrebnih za unovčevanje turističnega bona. Podatki so nekako razdeljeni, pogrupirani v 4 sklope. Prvi sklop so podatki o ponudniku nočitev, drugi sklop je rezervacija oziroma unovčitev, tretji sklop so podatki o gostih in četrti sklop je številka računa. Na tem mestu bi rada samo poudarila, da pri nekaterih ponudnikih, ki se bodo predhodno uskladili s FURS-om, bojo imeli možnost vnosa vnašati še peti sklop podatkov, predvsem iz vidika refundacije upravičencev. To zgolj v tistih primerih, kjer ne bo internetne povezave. Zdaj, če se na kratko ustavimo, kako izgleda ta vnosna maska. Prvi sklop, kot smo rekli, podatki o ponudniku nočitev, drugi sklop rezervacija ali unovčitev, tretji sklop podatki o gostih in zneskih in pa četrti sklop o številki račun. V nadaljevanju se bomo ustavili pri rezervaciji in unovčitvi. Samo unovčevanje bonov je v osnovi razdeljeno na 2 procesa. Prvi proces je rezervacija in ta proces izvajajo receptorji v postopku, ko gost pride v hotel, v neko počitniško kapaciteto. V postopku rezervacije dejansko receptor rezervira še neizkoriščena sredstva na nivoju posameznega upravičenca in s tem onemogoči, da bi katerikoli drug ponudnik ta sredstva porabil. Drugi del se pa nanaša na dejansko unovčitev. Ta postopek pa receptor izvaja ob odhodu gosta. Dejansko že rezerviran bon sprovede in izvede unovčenje. Kako loči rezervacijo od unovčitve? Na zaslonu se pojavi tale maska, vnosna maska in receptor izbere ali rezervacijo ali unovčitev. Naslednji sklop podatkov so vnos podatkov o gostih. Receptor vnese EMŠO gosta, ime in priimek, prenosnika bona, nočitev od in nočitev do, vrednost koriščenja, pa pridobitelja. Zdaj pri vnosu EMŠA ne bom izgubljala besed, pač iz osebnega dokumenta prepišete EMŠO v aplikacijo. Pri imenu in priimku je tako. Predlagam, da vnesete prve 4 črke imena ali pa prve 4 črke priimka. Če te prve 4 črke se ujemajo z imenom EMŠA, se bojo ostali podatki o imenu in priimku predizpolnili. Ali obratno. Pri prenosniku dodeljujete zgolj kljukico in v tem delu vam svetujem, da najprej vnesete vse podatke o gostih, ime, priimek, EMŠO in vse podatke o prenosnikih. Pa samo pri tistih, ki so prenosniki, določite kljukico. Nočitev od do se mi zdi, da so zadeve jasne, kar se tiče pa same vrednosti koriščenja. Zdaj v aplikaciji imamo 2 kontroli. Najprej je prva kontrola, če je vnesen znesek previsok.
Če je previsok, bo aplikacija javila napako in v tej napaki bo jasna informacija o višini zneska, ki je še na razpolago. Druga kontrola je pa, če je bon že izkoriščen. V tem primeru pa sistem v polju znesek prikaže vrednost 0 in to vrednost 0 ne dovoli več spreminjati. Pridobitelj, tle na nivoju pridobitelja bo pa iz pustnega seznama izberete, kdo je dejansko od vnesenih gostov pridobitelj. Urejanje podatkov o gostih. Lahko dodajate več gostov s klikom na dodaj vrstico, lahko že vnešenega gosta izbrišete s klikom na X, oziroma na koncu, ko vnesete vse podatke o gostih, kliknete na gumb Preveri podatke. S klikom na gumb dejansko preverite, ali so vse podatki korektno vneseni. Ko so podatki preverjeni in ste v njih prepričani, da je to, kar želite narediti, kliknete na gumb Oddaj vlogo. S klikom na gumb na Oddaj vlogo boste dejansko dokumente oddali. Zdaj na tem mestu se mi zdi zelo pomembno, da se še dodatno ustavimo pri postopku rezervacije in pa pri postopku unovčevanja. Kot sem že povedala, postopek rezervacije se izvaja ob prihodu gosta. Na vnosni maski se poklika rezervacija, vnesete podatke o gostih, nočitvah in pripadajočih zneskih koriščenja in kliknete na Oddaj vlogo. Po oddaji se vam sistem jasno pokaže, izpiše, da ste dokument uspešno vložili in da so boni rezervirani. S klikom na pregled dokumenta na tole spodnjo povezavo pa lahko dejansko še enkrat pregledate že vnesene podatke. Na pregledu je jasno viden, da ste izvajali rezervacijo in imate možnost, da z gumbom Natisni te vnesene podatke tudi natisnete. Lahko jih tudi popravljate s klikom na popravek. Po rezervaciji, ki ste jo izvedli ob prihodu gosta, sledi postopek unovčitve. Unovčitev praviloma izvedete ob odhodu gosta. V iskalniku po unovčenih dokumentih poiščete dokumente na statusu rezerviran. Ko najdete ustrezen dokument, kliknete na EDP številko in kliknete na popravek. S klikom na popravek se bo obrazec sprosti in so polja vam na voljo za urejanje. Lahko spremenite, dodate goste ali podatke o gostih. Nujno morate odkljukati unovčenje in pri unovčitvi je nujno potreben vnos številke izdanega računa. Ko vse te podatke uredite in ustrezno vnesete, ponovno kliknete na Oddaj vlogo. S tem ste dokument dejansko oddali in podatke posredovali na FURS. O dejanski oddaji vas aplikacija ponovno opozori z nekim obvestilom, kjer napiše, da ste dokument uspešno vložili in da so boni unovčeni. Oddane podatke ponovno lahko pregledate s klikom na pregled dokumenta. Na pregledu dokumenta pri postopku unovčitve je jasno izpisano, da je šlo za unovčitev, jasno je izpisana številka izdanega računa in vsi podatki o gostih. Ponovno imate možnost s klikom na Natisni podatke natisniti, s klikom na popravek popraviti in pa s klikom na Storniraj stornirati. Oddane podatke lahko receptor popravlja in stornira, pa če se v nadaljevanju najprej zadržimo pri popravkih. Rezervirani boni se lahko popravljajo do unovčitve. To se pravi, vse rezervacije lahko poljubno spreminjate, urejate. Kako pa to izvedete? Rezervacije popravljate z oddajo popravkov. Pa pojdimo čez postopek. V iskalniku po unovčenih bonih, kliknete na iskanje, odpre se iskalnik po unovčenih bonih
izberete status rezerviran. V spodnjem delu se vam zlistajo vsi dokumenti, ki so v statusu rezerviran, in iz seznama izberete ustrezen dokument. S klikom na EDP številko pridete na pregled dokumenta. Na pregledu dokumenta pa imate gumb popravek. S klikom na ta popravek pa odprete dokument, ki vam omogoča urejanje in spreminjanje podatkov. Zdaj, kaj lahko v tem delu naredite? Lahko popravite podatke o že obstoječih gostih, lahko dodajate nove goste, lahko tudi odstranjujete posameznega gosta s klikom na X. Ko ste v vnesene podatke prepričani, se z njimi strinjate, s klikom na oddaj vlogo oddate podatke. Na tak način ste oddali popravek. Aplikacija vas ponovno obvesti, da ste dokument uspešno vložili in da so boni rezervirani. V primeru, da receptor želi preklicati rezervacijo bonov, podatke na nivoju dokumenta stornira s klikom na gumb Storniraj. Zdaj pa še nekaj besed o oddaji Storna. Oddane podatke dokumente na statusu unovčen receptor lahko le stornira. To se pravi, dokumente na statusu rezerviran lahko popravlja in stornira, dokumente na statusu unovčen lahko receptor le stornira. Stornira se lahko le bone, za katero povračilo še ni bilo izvedeno. Storno dokument se lahko odda od začetka priprave podatkov za izplačilo, kar pomeni, da vključno 15. v mesecu za bone unovčene v prvi polovici meseca in do vključno zadnjega dneva v mesecu za bone unovčene v drugi polovici meseca. Dejanski postopek oddaje Storna, ponovno pridemo na iskanje in na iskalnik po unovčenih bonih. V iskalniku poiščete dokumente v statusu unovčen. V spodnjem delu ekrana se vam ponovno zlistajo vsi dokumenti v statusu unovčen. Izberete ustrezen dokument in s klikom na EDP številko se odpre pregled dokumenta. Pregled vam ponudi gumb Storniraj. Po kliku na gumb Storniraj se odpre vnosna maska za izvedbo Storna. Izbrati je potrebno razlog za stornacijo in pa vpisati dodatno obrazložitev. Po vnosu teh podatkov kliknete na oddaj vlogo in oddate podatke. Sistem vas bo ponovno obvestil, da ste podatke uspešno oddali. Na koncu pa še nekaj besed o iskalniku po unovčenih bonih. S klikom na iskanje se odpre stran Iskalnik po unovčenih bonih. Iskalnik omogoča vnos oziroma izbor iskalnih parametrov, omogočeno je iskanje po statusu dokumenta, EMŠu, datumu, receptorju, ki je vnašal podatke, nastanitvenem obratu in številki izdanega računa. Po vnosu katerega koli oziroma več iskalnih parametrov receptor klikne na gumb Išči. Po kliku na gumb Išči se v spodnjem delu strani prikažejo zadetki.